Dober večer, lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani. Najlepša hvala, da ste se odzvali vabilu in prišli v tako velikem številu v knjižnico Mirana Jarca. Danes smo se zbrali na drugem vrsti izmed dogodkov Znani Slovenci berejo, ki poteka v okviru knjižnice slepih in slabovidnih. Današnji gostje so gospod Matjaž Berger, gospod Pavle Ravnohrib, in gospod Mitja Sočič, ki bo moderiral pogovor in pa samo branje. Ker je tokratni dogodek organiziran v sodelovanju Zveze lokalnega društva slepih in slabovidnih Novo mesto in pa seveda knjižnice, najprej k uvodni besedi vabim predsednika Zveze društva slepih in slabovidnih, gospoda Tomaža Vraberja. Prosim za besedo. Hvala lepa. Spoštovani gostitelji iz knjižnice Mirana Jarca, spoštovani prijatelji iz teatra Anton Podbevšek, spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in seveda v mojem osebnem imenu. Prav je, da najprej povem nekaj malega informacij o tem projektu. Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih, kot mi pravimo, ker ima tako dolgo ime, da si ga pravzaprav še zdaj nisem zapomnil uradno, je pa namenjena tudi ljudem z motnjami branja, se pravi dislektikom in njim podobnim, je financiran iz evropskih socialnih skladov, 85% in 15% iz sredstev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Mi smo zelo ponosni, da smo ta projekt dobili kot invalidska organizacija, ki ima v svojem okviru tudi knjižnico, ki bo 1. marca letos praznovala že 96 let delovanja. In ta knjižnica Minke Skabrne je celo 2 leti starejša od naše organizacije, iz česar lahko sklepamo, da je bilo pravzaprav branje za slepe in slabovidne ljudi bolj pomembno kot samo pomoč. Šele 2 leti kasneje, leta 1920, smo ustanovili prvo društvo slepih, ki je bila prva invalidska organizacija v Sloveniji. V okviru tega projekta želimo našo knjižnico prenoviti, jo tehnično posodobiti, vpeljati nove metode dela, nove tehnične rešitve, nove formate, tiste, ki so dostopni slepim in slabovidnim, kajti slepi in slabovidni izredno veliko beremo praviloma več, kot berete videči. In potreba po tem branju je seveda popolnoma jasna. Nam en velik del življenja manjka in ga pogosto nadomeščamo z literaturo in z drugimi načini branja. In v okviru tega projekta bi radi prišli tudi novih prostorov, radi bi toliko razširili našo ponudbo, da bo čim večje število naših članov se nekako uspelo maksimalno vključiti v družbo, kajti slepota, slabovidnost, pa tudi disleksija so hud vzrok za izključenost iz družbe, da se bodo s tem usposobili tudi za to, da bodo znali svoje lastne pravice zagovarjati in da se bodo tudi zaposlovali, kar je ena najbolj osnovnih človekovih pravic in nalog, pa tudi dolžnosti. In zato mi dovolite, da se najprej zahvalim knjižnici Mirana Jarca za to, da je danes naš prijazni gostitelj. Da se zahvalim tudi teatru Anton Podbevšek za to, da so bili pripravljeni priti in nam predstaviti nekaj. In pri tem bi pravzaprav opozoril, ti 2 imeni sta povezani z enim dogodkom, ki je mogoče premalokrat poudarjen, z novomeško pomladjo iz leta 1920. Takrat, ko se je pravzaprav pokazalo, in prav je tako, da ni edino, kjer se ustvarja prestolnica Slovenije, Ljubljana, ampak da je kultura se lahko začne dogajati marsikje. Tukaj se je rodila avantgarda, ki je v slovenski kulturi marsikaj spremenila in prav bi bilo, da se to tudi naprej dogaja. In prav bi bilo, da te stvari, ki jih premalo poznamo, ki premalokrat od njih govorimo, začnemo poudarjati, da se zavedamo, da imamo izjemno bogato kulturno in drugačno tradicijo. Mimogrede, ko smo se peljali sem, smo se nekaj pogovarjali, pa mi je šinila ena ideja. Lani sem bil v vašem zelo zanimivem muzeju in sem opazil, da tam pravzaprav niti sledu ni o Ernstu Machu. To je bil znamenit fizik,
znamenit filozof, ki ga je seveda Engels zelo razsul, ampak kljub temu je bil velik fizik, po katerem se imenuje enota za hitrost zvoka. Ne? Letalo leti z enim ali pa z dvema mahoma ali več. Mah je bil Novomeščan. Ne vem, če tukaj vsi to veste, premalo kaj te stvari poudarjamo. Namesto da bi bili ponosni, čeprav je bil Nemec, bil je Novomeščan. Grob je v velikem slatniku, je grob. Aha, no krasno. To so taki detajli, ki se jih je smiselno zapomniti in jih poudarjati. In zato sem tudi izredno vesel, da so se prijatelji iz teatra Anton Podbevšek odločili za Kocbeka. Zato imam vsaj 3 razloge. Prvič bo letos 27. septembra 110 let od njegovega rojstva. To je en tak razlog. In prav je, da Kocbeka, ki je tudi spregledan pesnik, ki je pozabljen pesnik, ki je premalo bran pesnik in pisatelj in esejist in ki je bil eden najpomembnejših filozofov personalizma v Evropi, ko je še živel, da ga poiščemo, ponovno začnemo brati in odkrijemo njegove vrednote. Drugič zaradi tega, ker je bil Edvard Kocbek samo 14 dni manj kot 1 leto starejši od mojega očeta, bila sta dobra prijatelja, skupaj sta sodelovala v literarnem krožku na mariborski klasični gimnaziji, ki ga je vodil pesnik Janko Glazar. Po tem krožku so bili recimo še dr. Bratko Kreft, pa prevajalec Gilgameša, Mirko Avsenak, pa še mnogi drugi. Ampak kaj je bistveno? No, tudi svojo prvo službo učitelja latinščine oče prevzel od Edvarda Kocbeka v Bjelovaru. Takrat so jih pač nekam v Sibirijo pošiljali. Zato hočem povedati, sem gospoda Kocbeka osebno poznal, predvsem pa tudi njegova 2 sinova, Matjaža in Jureta. Matjaž je lani umrl na žalost. In imam osebno odnos. In jaz seveda sem tudi bral njegova dela, Tovarišijo sem sam prebral, Listino sem sam prebral, del tega je bilo tudi slovensko poslanstvo. Krogov navznoter pa že nisem več mogel sam brati. In to je tak zelo oseben odnos, ki ga imam do Kocbeka in ki seveda, ko so mi začeli se črke zgubljati tam po papirju, sem za dolga leta odložil branje, čeprav je bilo branje prej način mojega življenja. Študiral sem primerjalno književnost, francoščino pa gledališko in filmsko režijo, se pravi, da smo brali. In seveda, tudi tole so me prej kolegi iz vaše lokalne televizije vprašali, kakšen je preskok? Velik. Če si bral z lastnimi očmi, pa potem nenadoma začneš knjigo poslušati, namesto da bi jo bral, je to hud in težek preskok. No in še tretji razlog, zakaj sem vesel Kocbeka, zaradi tega, ker je pravzaprav so se Kocbekove težave začele seveda že kmalu po vojni, ampak prvič so bile pa javno obelodanjene na koncertu slepih. To je bilo januarja, mislim, da 1953 ali 1954, zdaj mi je pa datum ušel, ko je takratni sekretar za zdravstvo in socialo Jože Potrč prvič javno obsodil Kocbeka in pravzaprav to z sporočilom, da slepi vidijo, Kocbek pa ne vidi. Jaz sem žalosten, da se je to zgodilo ob naši organizaciji, ampak jaz mislim seveda, danes ta naša organizacija tega greha ne nosi več. Jaz sem se tudi skušal opravičiti javno, pa sta rekla njegova sina, pust, brez veze, saj oče ni bil zaradi tega nič hud, on je doživel še vse sorte stvari in je preživel. Zato bom rekel še enkrat, hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste se odzvali in upam, da boste res Kocbeka tako predstavili, da bo koga zamikalo, pa bomo ponovno vzeli njegove pesmi, njegova dela, njegove novele in jih brali. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa prosim še podpredsednico Novomeškega društva slepih in slabovidnih, gospo Ano Ferk, da še ona pozdravi prisotne. Prosim. Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v imenu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto in v mojem osebnem imenu. Na začetku bi želela upravičiti našega predsednika, gospoda Janeza Kermca, ki se zaradi svojih obveznosti ni mogel udeležiti današnjega dogodka. Prisrčno pozdravljam naše goste, pozdravljam vse naše člane, predstavnike Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, kakor tudi vse ostale obiskovalce. Današnji večer je namenjen, bom rekla, naši lepi slovenski zapisani besedi. Ravno ta slovenska lepa zapisana beseda je nam, slepim in slabovidnim, v vsakdanjem življenju
dostopna z večjimi in manjšimi prilagoditvami, bom tem rekla. In današnji dogodek je ena izmed teh prilagoditev. Zato verjamem, da bomo skupaj preživeli lep, prijeten večer. Hvala. No, sedaj pa mislim, da je že čas, da prepustimo besedo našim gostom, saj smo zaradi tega tudi tukaj. Zato predajam besedo gospodu Mitji Sotiču, izvolite. In upam, da nas čaka prijeten večer. Hvala. Najprej bi vas v imenu Anton Podbevšek teatra lepo pozdravil. Z nami sta Matjaž Berger, režiser, dramaturg, filozof in ravnatelj Anton Podbevšek teatra, in pa Pavle Ravnohrib, dramski in filmski igralec, televizijski voditelj in član Anton Podbevšek teatra. Pa bi za začetek Matjaža vprašal, zakaj sta si za današnji literarno-pogovorni dogodek izbrala ravno Kozbeka? Ja, kot je bilo že rečeno, gre za pač eno zelo prelomno osebnost, celovito osebnost slovenskega in v prejšnjem kontekstu tudi jugoslovanskega kulturnega življenja, ki je bil v bistvu sprememba v vseh pogledih. Najbolj nenavadno se mi zdi, tudi zato sem pa tudi bil s Pavletom v soglasju, da si ga zberemo, da je, ko je opravil neko svojo misijo, na katerega so se vsi sklicevali, tudi v 80. in 90. letih v Sloveniji, praktično spet zginil iz površja. Zato se mi zdi, da se je potrebno predvsem zelo celovito lotiti njegovih dnevniških zapiskov, njegove poezije, njegovih esejev in jih morda iz te perspektive, se pravi nekega obdobja po postmoderni, pogledati zelo specifično, zelo avtentično in zelo človeško. Jaz sem si ga zbral tudi zato, ker sem bil leta 1984 v jugoslovanski ljudski armadi na enem poligonu na grško-bolgarsko-makedonski meji. In takrat sem se pravzaprav prvič z njim srečal, ko sem bral tovarišijo in ko je opisoval dogodke, ki so se dogajali v letih 42 in 43 v neposredni bližini Novega mesta na bazi 20 in tako dalje. Fasciniran sem bil absolutno z novim jezikom, z nekim senzibilnim, taktilnim, fragilnim jezikom, ki ga do takrat pravzaprav v slovenski literaturi nisem še videl, in ga lahko primerjam recimo z nekim prebojem, ki ga je recimo v slovenski dramatiki z Antigono napravil Dominik Smole. Zelo mi je bilo pa zanimivo predvsem to, da in tovarišija in listina, obe temeljni deli dnevniških zapiskov iz druge svetovne vojne, da gre na neki ravni za vojni žanr, prvi do takrat v slovenski literaturi, vojni žanr, ki je povzročil hude težave takratni slovenski politiki in ki je povzročil hude težave takratni slovenski literarni vedi, ker ga ni mogla primerjati z ničemer drugim. Zato sem se jaz sam osebno. Moram pa reči, da sem še to, moj profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, Andrej Inkret, ki so mu velikokrat očitali, da se je predvsem namesto z dramaturgijo bolj ukvarjal z Kozbekom, je mogoče po pravici, mogoče pa ne, napisal eno sjajno knjigo, ki jo absolutno priporočam v branje. Naslov je In stoletje bo zardelo po Kozbekovi pesmi. Gre za eno izjemno natančno študijo, ki vso kompleksnost, fenomen njega in druge svetovne vojne in vseh dogodkov potem v bistvu na en skoraj, bi rekel, žanrski način kriminalke opisuje celo do pogreba, in ga priporočam v branje in moram reči, da sem takrat tudi profesor Inkreta potem, ko sem to prebral, poklical in sem mu zelo poklonil za to delo, ker se mi zdi, da gre za zelo svež pa zelo pošten pogled v nek antagonizem jugoslovanske, slovenske družbe in pa v to, s čimer sem začel. Mislim, da Kozbek je bil velikokrat zlorabljen za popolnoma druge cilje. Mislim pa, da je čas, da ga apliciramo, da ga uporabimo znotraj tega, kar je napisal, kot
bodi si v novelah, bodi si v teh dnevnikih, slavnih dnevnikih, bodi si v odlični poeziji, bodi si v personalistični filozofiji, ki je tako rekoč prvi na Slovenskem sprožil, in bodi si zato, ker je bil izgnanec. On je bil v bistvu izgnan iz vseh možnih oblik družbenega, kulturnega, umetniškega življenja, in sem lahko tudi kot Novomeščan ponosen, da je en del svojih poletnih počitnic preživel pri Pinu Mlakarju, ki se je edini izpostavil in mu ponudil možnost, da je na njegovi, kot vemo, tej znameniti domačiji, pravzaprav bil kot izgnanec, izgnan v lastni domovini in z njim pravzaprav opravljal veliko dialogov, kot jih tudi nekje Kocbek navaja, ki so ga reševali iz groze. Ne samo iz pesniške zbirke, ki jo je napisal, ampak iz groze nečesa, kar ga je pač stigmatiziralo do konca njegovih dni. Jaz bi Pavleta kar naprej vprašal, kdaj si se srečal z Kocbekom na svoji poklicni poti? Jaz sem se srečal s Kocbekom konec 80-ih let. Mislim, da je bilo to leta 1988, ko je gledališče, katerega član sem bil, torej Slovensko mladinsko gledališče, na svoj repertoar uvrstilo tudi Kocbeka, in sicer neke vrste dramatizacijo njegovih novel, ki so bile vzbrane v Strah in pogum. Gre za 4 novele, Ogenj, Črna orhideja, potem pa še Temna stran meseca in Blažena krivda. Je pa seveda bil Kocbek takrat na nek način znova na novo aktualiziran. Gre za, bi rekel, to zaščitniško gesto Heinricha Bella, in takrat je bil seveda v tem slovenskem kulturno-političnem oziroma bolj političnem prostoru spet neke vrste preplah ali pa neke vrste eksces. No, glede na to, da je bilo Slovensko mladinsko gledališče v tistem času eno od, recimo temu, žarišč tako imenovane slovenske pomladi, je potem je bil Kocbek uvrščen na program tega gledališča, in kot sem že omenil v začetku, ni šlo zgolj za dramatizacijo ali pa, lahko bi rekel, neke vrste preplet teh 4 novel, ampak je šlo tudi za dokaj temeljito branje tega, kar je Matjaž govoril, predvsem seveda njegovih dnevniških zapiskov, ki razkrivajo tisti del zgodovine, ki je bil nam takrat dokaj neznan. Govorim seveda o tej uradni verziji, takratni uradni verziji zgodovine. No, in zadeva je bila tudi na nek način dramatizirana na ta način, da je seveda, glede na to, da ni to klasično dramsko delo, da so bili poleg likov, ki sicer nastopajo v novelah Črne oziroma Straha in poguma, tudi še dva temeljna, torej dva akterja samih dnevniških zapiskov in pa seveda dogajanj od leta 1941 pa do leta 1945. Gre seveda za Edvarda Kocbeka samega in pa Borisa Kidriča. Torej šlo je za, vemo, da gre tudi za dolomitsko izjavo, kjer je komunistična partija takrat prevzela neke vrste, bi rekel, primat v odnosu do ostalih članic, ki so pristopile k Osvobodilni fronti 27. aprila leta 1941, in seveda vse te zadeve, ki so se v zvezi s tem dogajale. No, jaz sem se takrat predvsem začudil, če sem lahko malo intimen, da so moji kolegi pravzaprav o teh stvareh zelo malo vedeli. Jaz sem imel to nesrečo ali kakorkoli že, da sem doma iz tistih krajev, kjer so te stvari pustile zelo globoko rano, torej tako
tako imenovana Ljubljanska pokrajina, rob Notranjske, blizu Horjula, kjer se je dobesedno v sami vasi naredil ta prelom med, bi rekel, med partizani, domobranci, pa ne samo da v sami vasi, ampak celo v moji lastni družini. Da je moj oče bil aktivist Osvobodilne fronte in potem tudi šel najprej seveda v italijanska taborišča Raprenici, kasneje pa potem je pričakal konec vojne v nemškem koncentracijskem taborišču Buchenwaldu. Torej njegovega sina, mojega polbrata, pa so potem partizani ustrelili leta 1945, verjetno da v Teharjih. Torej ta grob njegov je neznan. Ne samo to, ne. Ena od polsestra, mojih starejših sestra, je bila poročena z domobrancem, ena je bila poročena s partizanom. In ne samo to, ne. Torej, moja stara mama, njen brat, kompletna družina sosedova je bila v partizanih in pri nas se je potem, to so mi potem obe sestre povedale, ker ste pač bile za časa druge svetovne vojne doma, mama jim je umrla, Italijani so požgali kompletno domačijo in pa 3/4 vasi, skoraj da. Torej, čez dan so bili pri hiši domobranci, torej Tine s svojimi, kaj bi rekel, prijatelji, ne. Moram povedati, da je bil mladoleten, ne, da je on bil star 14 let, ko je nekako ostal pri belogradistih. Verjetno zaradi tega, torej moje sestre ste prepričani, ker je bil oče neke vrste krajevni modrec, veljak, kako bi temu rekel, ne, in da so potem mojega polbrata zadržali, ker so ga dobesedno zadržali, da bi nekako oče njemu sporočil, katera stvar je ta prava, ne. No, stran je ta prava in da je potem tudi kot nepolnoleten bil ustreljen, torej on je bil letnik 1928. No in vse te zadeve, ki se jih je potem Kocbek dotaknil v svojih dnevniških zapiskih in vsa kompletna ta anatema, ki se mu je potem v valovih dogajala, je bila seveda tudi v zvezi s tem, kar se slovenska javnost na, bi rekel, politično zlorabljen ali pa recimo temu na pošten način ukvarja že zdaj, kaj bi rekel, vse do današnjega časa in je še zmeraj so ti nepokopani mrtveci, če jim lahko rečemo na eni strani, ali pa bi rekel neka druga plat resnice, sta pravzaprav ta temelj tega nacionalnega spora, ne. No in pri nas v družini ni nikoli šlo za nikakršne vrste spor. Tukaj sploh ni bil nikoli in noben problem ideologija. Šlo je predvsem za, bi rekel, te čisto temeljne človeške eksistence. No in kot sem že prej omenil, sem bil zelo začuden, da moji kolegi da so v teh stvarih zelo malo vedeli. Jaz Kocbeka, kot sem že omenil, do takrat nisem bral. Seveda, glede na to, da je bil Kocbek nezaželjen, je včasih do te njegove literature se ni prišlo na enostaven način. Sploh, ko sem bral njegove dnevniške zapiske, sem pravzaprav o mnogih stvareh vedel, ne. No, je pa res, da je potem seveda ta premiera doživela beli dan, ampak da je bila še kar pod kontrolo takratnih oblasti. Vem, da je bil direktor Peter Jovič, ki seveda ni bil umetniški direktor, vabljen potem na centralni komite, no in tudi znotraj same hiše so bili neki pritiski, da je pač predstava narejena preveč radikalno, no in so potem se je zgodilo to, da so bile, bi rekel, neke vrste ublažitve, zato da je lahko predstava zagledala beli dan.
Pa bi potem Matjaža naprej vprašal, kako vidiš svoj vrstno Kocbekovo osebnostno biografijo skozi njegove vloge partizana, intelektualca in vernika? Ti si res zgodovinar. Jaz bi se sam najprej na Pavleta, jaz sem namreč to predstavo, sem najbrž tudi kdo med vami videl in gledal. Kidrič in Kocbek sta imela imeni, Kidrič je bilo partizansko ime Peter, Kocbek pa Pavle. Ne? Pavel. In Peter in Pavel je bil pač, fokus te predstave je bil vezan na to. In Pavle si Kidriča igral, Polič je igral pa, Radko Polič je igral pa Pavleta. Je pa igral Kocbeka, ja. Tako da, mislim, da sem takrat za Tribuno naredil intervju s Poličem, z Racom in je prišel do velikega škandala takrat. Tako da se spominjam, da je bilo vse pod zelo hudim fokusom. Zdaj, kako jaz vidim Kocbeka skozi te tri? Kot partizana ga vidim, kot partizana ga vidim na neki ravni, ampak zdaj bo se slišali popolnoma blasfemično, zelo paradoksalno, na neki zelo podobni ravni ga vidim v odklonu, v podobnem fokusu kot Vitomila Zupana. Zupan je bil pač jasno pač neka svobodna volja, ki je to uveljavljala skozi vse živo, medtem ko je bil Kocbek svoboden znotraj svojih pravil svobode, skozi svoj način tega organskega intelektualca in skozi način, kako je pravzaprav vsako situacijo, paradoksalno situacijo, grozljivo situacijo, lepo situacijo, moral tudi dnevniško opisati. Kot vernika ga vidim kot nekega zelo posebnega vernika, se pravi kot nekoga, ki je imel neko zelo specifično vero. Ne morem zdaj reči, bil je zelo specifičen in tudi to, da se je leta 1940 izpostavil in napisal znamenit spis o španski državljanski vojni in se postavil na stran proti Franku, se mi zdi velika izpostavitev, ki si je drznil v nekem zelo kanonskem, nekem zelo grozljivem kontekstu. Kot umetnika, ne? Kako je še eno intelektualca, umetnika. Kot intelektualca pa ga ocenjujem, da je bil neprilagojen, kar je tipično za intelektualce. On je bil neprilagojen za razliko od mnogih drugih tako imenovanih intelektualcev, politikov, ki pač niso bili intelektualci, zato niso mogli biti neprilagojeni. Mislim, da in to je po moje vloga intelektualcev, da so ti, da divja misel je, da ni nekega sistema misli, po kateri kimamo ali ne kimamo, ampak da razvijamo iz različnih antagonizmov zadeve. Ne. V vsakem primeru ga pa vidim kot eno posebno pisavo, kot en poseben diskurs, ki je ostal sam. No. Mislim, povojna slovenska literatura ima to moč, da so se nekatere bistvene premene dogajale okoli nekih krožkov, okoli nekih skupin. Kocbek je pa ostal solist v totalnem smislu in zato pa tudi, ko me je gospa poklicala, kaj bi, kako bi, se mi je zdel Kocbek, Kocbek bo vedno, mislim, ta samota, ta singularnost, ta neka, tam na nekem predalu je, ok, imaš spomenik, tam si, jaz mislim, da to je premalo, jaz mislim, da je treba forma vivo okoli njega vzpostaviti in moja teza, moja želja, ne, in tudi fenomenalno bi bilo, glede na to, kar je Pavle omenil, okoli te tako imenovane sprave, ki vprašanje, kaj bo z njo, da bi bilo recimo zelo zanimivo, kaj bi bilo, če bi nek filmski režiser posnel Tovršijo in Listino, ki bi se dobesedno končale ne kaj je bilo potem, ampak tako, kot so se končale v tekstih. Ne. To bi bila ena strahovita zadeva, ker se mi zdi, da Kocbek je tudi te like, te Kardelje, Kidriče, Stanovnike, Pfeifferje, Tita, Gilasa, vse, ki jih je srečal, s katerimi je bil v katerihkoli kombinacijah. On je doživljal kot resnične zgodovinske osebnosti, ampak je od njih tudi terjal, da so zgodovinske osebnosti, ker se marsikdo od njih ni tako vedel. Sred 80-ih let je ponovno išla Kocbekova zbirka Strah in pogum. Takrat so se v Sloveniji že začeli neki procesi demokratizacije družbe in tako naprej, kritičnega pogleda določenih grupacij intelektualcev. Ali mislite, da smo bili v Sloveniji šele v bistvu v 80-ih letih pripravljeni na Kocbekovo kritično misel? Torej po moje lastni izkušnji
Pač prej sem že omenil, ne, da je bilo Slovensko mladinsko gledališče v tistem času eno od teh žarišč tega kritičnega odnosa, predvsem kritičnega odnosa do družbe tistega časa in seveda tudi do, recimo temu, najmanj polpretekle zgodovine. Ampak stvari niso šle tako enostavno. Zelo simptomatično je bilo to, kar sem omenil prej, ne, da sicer je dovoljenje bilo, ne, dovoljenje, da Kocbek gre na repertoar, ampak seveda verjetno, da je ob tem dovoljenju nekdo si želel, kako naj bo zadeva zapakirana. Ne. Ni bilo samo dovoljenje, ampak seveda tudi končni izdelek je moral biti v nekem smislu nenevaren, je moral biti sprejemljiv. Ne. Tako da se mi zdi, da so se te stvari dogajale kar zelo počasi. Matjaž, kako bi komentiral Kocbekov misel, da je svoboda najvažnejši pogoj človečnosti? Ja, tautološko, da je res. To je res, mislim. Zato se je tudi zauzemal. No. Sej, v tem nizu, ne, je bilo po drugi svetovni vojni kar nekaj, se pravi, teh krožkov, Taras Kermauner, Primož Kozak, Dominik Smole, Veljko Rus, zgodba okoli Odra 57, revije 57, ki s to Antigono, znamenito Smoletovo v 60-ih letih, ki je poskušala nek popolnoma drugačen prototip intelektualca upeljati v slovenskem kontekstu. Ampak v tistih 10 letih je bil Kocbek že v anatemi. Kocbek je bil pravzaprav v anatemi leta 51, ko je gospod omenil ta incident na vašem srečanju, mislim zgodovinsko vašem, je bilo to groba ilustracija in v bistvu ponižanje vsega. Ne. Mislim pa tudi to, no, kadar se pripravljamo na kakšne resne projekte, si vedno pogledamo, kako je ta vzhodni evropski svet sploh izgledal. In kakorkoli že, mislim, da je bilo govora o toplem in hladnem toku marksizma. Jaz mislim, da to občestvo jugoslovansko, kakorkoli je bilo proti dogodkom, ko smo se zdaj pripravljali na to predstavo Marina Abramović ali kako sem izgubil pot do Antigone, si ogledali celo zgodbo o Janu Palahu, kaj se na Češkem dogaja, kaj se dogaja na Poljskem, kaj se dogaja v Rusiji. Je bilo tukaj vendar za nekoliko toplejši, možen dialog z neko anatemo. Tako da 80. leta so odprla ogromno možnosti. Slovensko mladinsko gledališče z vsemi predstavami, Laibach, prepovedani Laibach, skrivali so se od Pleterjev do ne vem kje, krog okoli teoretske psihoanalize, Slavoj Žižka in tako naprej, Raska Močnika in tako naprej, Novo Revijaši in mnogi posamezniki. Veliko teh kurzov se je sprostilo in to je nenadoma med plastjo plast. Ne. Nenadoma je to dal nek emancipatoričen vhod v vse premene, ki so se zgodile ob koncu 80-ih. Če se zdaj dotaknemo naprej še malo literarnega opusa Kocbeka, pa me zanima, Pavle, kam po tvoje sodi Kocbekov literarni opus znotraj slovenske literature? Jaz bi še, preden odgovorim, bi prosil, če slučajno je kdo od poslušalk, da, kako bi rekel, da ni samo trialog, ki izgleda kot neke vrste monolog, ampak z veseljem, vse kar se mene tiče, sem pripravljen na kakršenkoli način na dialog. Ne. Jaz sem predvsem rad te vrste literaturo, ki jo zelo težko spraviti v kakršnekoli izme. Namreč se mi zdi, da včasih, tako kot je Matjaž prej omenil, ne, da kar se tiče intelektualcev, ne, da temeljna oznaka intelektualca je, da
je neobvladljiv, ne, da se ga ne da pokoriti, ne, da je svoboda tista, ki mu je pravzaprav glavno vodilo. Tako se mi zdi, da včasih je prav pri neki določeni vrsti literature velika nevarnost, da skuša zadostiti duhu časa. Ne. In ta duh časa je potem tisto, kar tej literaturi jemlje to, kar je njen temeljni pomen. In pri Kocbeku sem prepričan, da je pisal prav iz te globoko osebne nuje. In da v tem obdobju njegove anateme, zanimivo, ne, če beremo njegove pesmi, če beremo njegovo poezijo, je vse čas je to na mnogo načinov prisotno. Torej, da se on zaveda, da je izločen, da je popolnoma izločen od vseh in po drugi strani pa ne samo, da je izločen, ampak da je ves čas je pravzaprav on tista točka, ki je bil oblasti še kako, torej ves čas so ga spremljali, ne? In ta njegova poezija je globoko, je ta eksistencialna nuja, torej da je on govoril pravzaprav iz te svoje globoke potrebe po spregovoriti. In to je tisto, kar mi je pri Kocbeku predvsem zelo, zelo dragoceno. Se mi pa zdi, da Slovenci kar naprej nekako iščemo neka merila v svetu okrog nas, kar naprej se nas dotika ta problem majhnosti in da stalno iščemo neko referenco z velikim svetom in olimpijske igre so temu zelo, bi rekel, hvalevredno, ne. Seveda to se da nekako v športu, ne. V literaturi pa je to zelo težko, ne. Kajti vsi naši najbolj univerzalni avtorji, govorim o Prešernu, govorim o Cankarju, zdajle prebiramo Smoleta, Kocbeka, so tako globoko naši, da so včasih z tujim narodom neprevedljivi, ne da se jih prevesti, ker so na en način zelo globoko univerzalni, po drugi strani pa tako naši, da se najbolj to temeljno sporočilo zabriše oziroma se izgubi sled. Jaz sem imel to srečo v življenju, da sem se kar z nekaterimi temeljnimi našimi avtorji pobliže srečal, med drugim tudi s Prešernom, ne. Ampak se vračam nazaj na Prešerna, ne. Ampak zdaj, torej prav pred časom, za časa kulturnega praznika, sem sodeloval v Vrbi, kjer smo predstavili 26 prevodov Prešernove Zdravljice. Zanimivo, ne, da prvi prevod je bil v bengalščino, drugi v kitajščino in tretji v bolgarščino. Ampak potem, glede na to, ne, da kaj bi rekel, v tem pomenskem delu, ne, je celo Zdravljica nekje v nekaterih momentih težko prevedljiva, ne, ker je zagotovo značilnost tega ljudstva, ki živi tukaj pod Alpami, ta globoka povezanost, ne, na neki ravni bi rekel celo, da pride do družinskosti. To so mi zmeraj povedali ljudje, ki so prihajali od zunaj v Slovenijo. Se spominjam moje prijateljice Kvete Holasove iz Prage, ona je Pražanka, vrhunska maskerka filmska, no in ko so
seveda ti sodelavci pri Prešernu prišli iz Prage v Ljubljano in sem jaz šel jim pokazati Prešernov spomenik, pa šli smo po Ljubljani, potem pa pravi Kvete čez 10 minut, ja prav se tebe pa vsi poznajo. Ampak ne tako kot v Pragi, seveda jaz sem bil javna osebnost, ampak mi smo se več ali manj vsi osebno poznali. Ne? No in potem sem jo čez pol leta vprašal, sem rekel, Kveta, kako se počutiš? Ti je rekla, pa ne morem verjeti. Ne? Pravi, jaz v Pragi živim že 20 let in v Pragi ne poznam, v 20 letih nisem spoznala toliko ljudi, kot sem jih tukaj v par mesecih. Je rekla, jaz sem zdaj že kar del družine. Govorim seveda o tem Prešernovem verzu, ne vrag, le sosed bo mejak. Ne? Mi vsi vemo, kako smo globoko povezani in mislim, da v tem pomenskem delu, jaz ne vem, če en kitajski bralec, ki bere Zdravljico, to ve. Ne? A pa če gledamo, kako se začne Krst pri Savici, ko Prešern govori o Triglavu, kako bi zdaj mi dopovedali enemu Kitajcu, enemu Rusu, ne vem komu že, kaj za nas pomeni Triglav. Govorim samo o tem delu. Zdaj pa, če pa beremo Kocbeka, Kocbek je tako globoko usajen v nek določen čas, hkrati pa je seveda preko vsega univerzalen, da se zelo sprašujem, kaj pravzaprav to pomeni nekomu drugemu. Ja, gospod Tomaž. A smem se eno tako za umestno vprašanje? Vi ste omenil, seveda, kar dobro je bilo, Prešeren, bil si bil Cankar, Cankar, Pahor. Ne, Pahor je se preskočil, ampak tudi je zgodba ista. Boris Pahor. Boris Smole, ja. A mislite, une dva, ki ste dovolj časa mrtva, sta za nas sprejemljiva. Ali mislite, da pravzaprav Kocbek bi danes, če bi se pojavil v tem režimu, ki pravimo, da je demokratičen, ali pa Smole, da bi funkcioniral tako, kot funkcionira ta človek od zunaj? Mene sprašujete? Me je rekel gospod Berger, da v resnici intelektualc neprilagojenc, ki ga nihče ne mara. In da to je mogoče naša specifična slovenska lastnost, da tega nismo sposobni sprejeti, dokler ta človek dovolj časa mrtev. Hočem to reči, mogoče bo Kocbek res ratov odkrit, prepoznan, bran avtor čez 50 ali pa 100 let. Ja, ampak jaz se spominjam, se mogoče se oddaljujemo od te teme Kocbeka, je zagotovo vse, ampak kar se tiče samega Prešerna, jaz se spominjam takrat, torej leta 2000 sem bil neke vrste advokat nadaljevanki, ki je bila posneta, hkrati pa seveda tudi Prešernov. In sem potoval po celi Sloveniji in spominjam se nekega vprašanja, kaj konkretno jaz mislim, kakšna je bila pozicija Prešerna v tem času. Seveda Prešern je bil takrat Freigeist, svobodni duh, in vemo, kaj se je z njim zgodilo. Jaz sem rekel, mogoče celo, da bi ga danes ubili. Takrat je vsaj fizično preživel. Dan današnji pa ne verjamem, če bi tako, kot je bil, da bi preživel. In to se mi zdi, kar Matjaž prej rekel, vsi ti ljudje so neobvladljivi. In se mi zdi, da je to temeljno, da je to pravzaprav temeljna pozicija intelektualca na eni strani in pa umetnika spet tudi na isti strani napram družbi. Ker družba je konec koncev upeta v nek politični sistem. In je politika tista, ki obvladuje en zelo določen duhovni prostor. In se mi zdi, da je, prepričan sem, da je naloga nas umetnikov in pa seveda intelektualcev, da izključno pričamo o resnici, ne glede na posledice. In mislim, da je to tisto temeljno vodilo. Preden gremo na ta drugi bralni del, mogoče, če ima še kdo kakšno vprašanje, vljudno. V današnji politika si ga zmeri jemala kot vizionarja po eni strani, po drugi strani pa kot, da človek ne bi svoje karieri nič naredil. Tudi med ideološkimi spori, ki jih še zdaj imamo,
Kozbek je bil po mojem mišljenju, je bil v tistem času, je bil, bi rekel, ajde, požrtkovno je bil prehud. No. On je izpostavil neke stvari ven, ki jih je komunistična partija Slovenije, takrat in Jugoslavije, se ni upala narodu povedati, kaj se je takrat dogajalo. Ne. In ko prihajamo v leto 1991 s to našo osamosvojitvo, je tudi Kozbek bil, tudi to se še malo spomnim, da leto 88-89 se ga polahko ven spet iz arhiva potegnil. Kakor se spomnim, tudi Mladina in mislim, da je tole imela. Ne? Zdaj se je pa spet po čudežnih 20-15 letih se je pa spet vrnil na sceno, ampak spet z neko, bi rekel, z neko mejo. Nikoli mu niso rekli, da bi saj, ne vem, ali bi kakšen dan, praznični dan o njemu, ker on je slovenska, bi rekel, persona, se pravi, ima velikega pomena. In jaz zdaj vas sprašujem, kakšno je vaše mnenje glede tega, ker naša politika nas, bi rekel, namesto da bi nam skupaj držala, nas razvaja, tako, razkraja nas. In zdaj bi rad to vprašanje, kakšno je vaše mnenje, vidva ste intelektualca in... Pavle ne odgovori, ker je tudi prijatelj Borisa Pahorja, znamenitega, bi rekel, edinega, ki se je upal za zidovi Slovenije, takrat za Kozbeka ob Rebuli postaviti, ker mislim, da on zelo podobno vlogo igra, kot bi jo vprosto. No, moje zelo iskreno mišljenje je, že od leta 1991 naprej, da gre izključno za oblast, da gre za boj za oblast. In da je zgodovina, da smo Slovenci seveda ljudstvo, ne, torej da je ta interpretacija zgodovine zelo, bi rekel, močna hrana za razne spopade. Ne. In torej, in jaz sem skozi govoril po domače, ne, nekako sem citiral svojega očeta, ne, ki je bil prepričan, torej, taka paradoksalna osebnost, ne, on je delal tovarno gor v Horjulu 50 leta, da so ljudje imeli službo, ne, kmetija doma je propadala, poslušal pa izključno Radio Trst, ker je rekel, da te barabe samo lažejo. Ne. Jaz sem o tem že, seveda jaz vidim, ne, tudi, če gledate simptomatično, ne, lahko zarišemo krivuljo, kdaj so te teme iz polpretekle zgodovine aktualizirane. Takrat, ko gre izključno za boj za oblast. Ne. In dan današnji vidimo leta 2014, do kje smo prišli, do kolapsa, maltene do kolapsa. Ne. To je en del tega, ne, mogoče odgovora. Drugo je pa, če gledamo v času, ki je bil za nami, torej politična oblast vselej koketira z umetnostjo. Zmeraj, to je bilo zmeraj v zgodovini. Najbolj, bi rekel, harmonično je bilo takrat, ko so bili določeni posamezniki v določenih zgodovinskih obdobjih tako presvetljeni, da so se šli mecene. Ne? Ampak, če pa gledamo, ne, kako je, bi rekel, ne, če poenostavim, prejšnja oblast gledala Cankarja, ne? Kako je gledala Prešerna. Pri Prešernu zagotovo samo en del, ne? Tisti del, ki ga je lahko zlorabila. Ne? Zagotovo pa Prešerna takega, kot je bil, torej človeka svobodnega duha, mu ne bi pustila preživeti. Ne? V današnjih časih se mi zdi, da so stvari še hujše. Ne? A veste, se mi zdi, da danes živimo v nekem druge vrste totalitarizmu. Ne? In prav neverjetno, ne, kako zanj sem bral na Radiu Trst spomine Nikole Tesle, ne, avtobiografijo. Ne. Kako je bil Nikola Tesla prepričan, da bojo ti njegovi izumi pomagali človeštvu, da se bo osvobodilo. Torej, da se bo vsak posameznik na osnovi informacij, ki jih bo lahko dobil, osvobodil in postal avtonomno odločujoče bitje. Dan današnji pa vidimo, ko imamo pravzaprav možnost, vse tehnične možnosti,
do vseh informacij, pa vidimo, do kakšnih zlorab lahko prihaja ali kako ima vsak od nas o nekem določenem pojavu lahko neko popolnoma drugačno mnenje. Zdaj ne vem, če sem odgovoril, ker včasih mene stvari, čustva me zavedajo. Za mene je isto, zato ker mi nažalost je tole, da danes 2014 se pogovarjamo spet, kako je bilo za nazaj, ne, ki bi mogli biti fokus, kako bomo naprej, kako bomo živeli, kako bomo ustvarjali, se pravim. In avtorji, tako kot ste vi navedli, in Prešeren, in Cankar, in Smole, in to, so bili vizionarji, vsaj kakor jaz vem, kakor jaz se na to spoznam. In danes bi isto rabimo vizionarje naprej. Samo Edvard Kocbek, tako kot je prej gospod povedal, njega bomo ga razumeli še dolg časa bomo rabili, da ga bomo razumeli. Ker je bil res neki človek, ki ga ne dobiš, ga ni vsak dan tazga, no. To je moje mnenje. Ja, je pa seveda res, ne, to je moje mnenje, ne, da umetnikov se ne da uporabiti za vsakdanje opravila, ne. V tem je problema, ne, da je to zmeraj nekoliko več, ne, in zmeraj pride seveda do tega konflikta med, bi rekel, temu, čemer se reče oblast in temu, čemer se reče ta svobodni duh, ne. Zanimivo, ne, prav danes dopoldne na vaji, ko smo analizirali Smoletovo Antigono, ne, jaz se spominjam pač tega obdobja tako imenovanega socialističnega realizma, ne, ko je takratna oblast kar naprej dopovedovala umetnikom, da se premalo ukvarjajo z človekom takratnega časa, ne, z njegovimi problemi, a bo kmet lahko traktor kupil, ali ga ne bo, ali bo zoral, ne vem kaj, ali ne bo, a bo delavec svetovanje, ampak zanimivo, ne, prav ti bi rekel, umetniki so se na najbolj temeljni način, pa so bili na drugi strani zidu, ne, so se pravzaprav na najbolj temeljni način ukvarjali s človekom takratnega časa. Zanesljivo bo neka generacija, ki bo odkrivala paradigmatične avtorje, med katerimi bo zanesljivo Kocbek. Zanesljivo bo neka generacija, ki bo v tem videla nekaj, kar bo absolutno emancipirano od vseh patoloških gibal, od vseh političnih, trenutnih in tako naprej, ampak bo to gledalo kot literature, kot literarni diskurs, kot filozofski diskurs in bo v tem našlo, po moje, neko novo motivacijo ali pa nek nov vzgib za neko novo literaturo. Tudi Pessoa, ki smo ga tudi v Anton Podbevšek teatru delali pred kratkim, Portugalc, znameniti portugalski umetnik, so ga pravzaprav odkrili francoski teoretiki, torej Pessoa je umrl v 38. Oni so ga pa odkrili pravzaprav tam v poznih 80-ih letih, ne. In ne samo, da so ga odkrili, v njem so videli vse tisto, kar rabijo za to, kar so menili o svetu, za dokazni postopek o tem, kaj ta svet, kaj ta univerzum je, ne. Tukaj je pa toliko bogatstva različnega, mislim, toliko sektorjev univerzalnih v tej literaturi njegovi, ne, da enostavno jaz mislim, da bo pač nekoč neka generacija v tem našla nekaj, ne. Sej tudi ta kanon, ki smo ga vsi mi tu sedeči dali skozi na različne načine, z različnimi transfernimi osebami, kanon Prešeren, Cankar, kanon, ki je marsikdo ni nikoli mogel tega brati, ker je nekdo to predpisal. Mislim, je bila neka blokada v tem šolskem aparatu, ki te je lahko profesor pripeljal do tam, ali te je pa odpeljal zavedno od tam, ne. Jaz moram reči, da ko sem pač Hlapce režiral pred parimi leti, v Hlapcih kot enem temeljnem dramskem slovenskem tekstu je noter pravzaprav najbolj subverzivna možna misel, ki v bistvu, tako je Pavle lepo poudaril, v bistvu prešije Slovenca, ne, prešije ga, vezan je na mamo, boji se iti ven in uspet, bo lepa duša, kritiziral bo, ampak ne vidi, da skozi kritiko pravzaprav pluva na svet, ki ga sam so vzpostavlja. Ne bo naredil akcije, ne bo šel kot ta Smoletova Antigona do konca, neodvisno, a bo fizično ogrožen ali pa ne. In jaz mislim, da je njegov primer Kocbek, če bi nekdo to filmal, zbravim, to bi bilo zelo, jaz mislim, da je filmski medij zelo dober za to, no. Primer Kocbek je pa prav ta, on je šel skozi en blazno močen aparat in je zadržal svojo človeško avtonomijo do končne blaznosti. Do končne blaznosti, kjer je medicinska sestra sporočila Udbi, pravkar je umrl
Bohinjski, ne vem, ko je imel oznako v kartoteki. Ne. Skratka, še ko je umrl, je nekdo tam kot neka anomalija sistema, ne, sporočil njegovo smrt. Ne pa, da bi bila o mrtvih vse najboljše, da saj takrat v tistem trenutku, v tem simbolnem trenutku, da se neko dostojanstvo zgodi, neka gesta, neka misel, nek poklon na nekoga, ki je zanesljivo spremenil svet. V nekem smislu se zato pa danes da tudi o njem govorimo, ne pa o nekom drugem. Ne pa o njegovem agentu, recimo, ki ga literatura ve, za katerega slovenskega umetnika je šlo. No, ni bil samo en, sam ta je bil, ta se je pač pustil ujet v to in je pač podpisal pakt s hudičem. Gremo zdaj na drugi del tega večera, ta bralni del. Se bo krat. No, v bistvu bi vas najprej vaju vprašal, katere odlomke ste si izbrala in zakaj ravno te, preden se začneta z branjem. Ja, jaz sem imel velike probleme, kaj pravzaprav izbrati, ne. In zagotovo sem vedel, da bom prebral Lipicance, ker so prav na nek način, po mojem, to, kar sem povedal prej, no, torej ta preplet zelo tistega, čemur se reče naše, ne, in pa tisto, kar je univerzalno. Potem sem pa enostavno, ker dostikrat naredim v nekih meditativnih zadevah, ki jih prebiram, da preprosto odprem stran in to sem naredil in kar je bilo, je bilo. Naše mesto. V njem drhti neodkrita napaka. Spopad zemeljskih sil se je nekoč končal neodločeno. Planine so se vzdignile, ledeniki pa so se razlili podnje, razžrli podzemlje in ostali med bohotnimi črnimi čipkami. Od početka je tu napaka. Vetrovi, potresi, omamna vrata, vsakdo pride sem kakor na izlet ali na ropanje in se ujame. Obide ga nekaj zavratnega, eno izmed svetišč geocentrizma, v njem nenehen zanosni preplah. Tu se vse vrti okoli napake. Vrtiljak s kaskaderji, artisti, rokohitrci, sekretarji, grobarji, arhitekti, direktorji, futurologi. Obzidje se vrti z vsemi stolpnicami, v pritličju tobak, limone, krzno, trgovine z busolami in pilulami, nadstropje z uradniki in uredniki, amfore, baročni angeli, papige, nazadnje zračni mostovi s pesniki, komandosi, tajnimi obredi, heroji, kamikazami, jodlarji in zastavami. Neodkrita napaka se vrti neusmiljeno in meče ljudi na svoj obod. No, se pri Kocbeku se mi zdi, da je težko kjerkoli odpreš, ne, da ne bi bilo tistega, o čemer smo govorili v začetku. Lipicanci. Časnik poroča. Lipicanci so sodelovali pri zgodovinskem filmu. Radio razlaga. Milijonar je kupil lipicance. Plemenite živali so bile mirne ves čas poleta nad Atlantikom. In učna knjiga uči, lipicanci so hvaležni jezdni konji, doma so s krasa, prožnega kopita, gizdavega drnca, bistre čudi in trmaste zvestove. In vendar ti dodajam, sinko, da teh nemirnih živali ni mogoče spraviti v razvidne obrazce. Dobro je, kadar si je dan. Lipicanci so črna žrebeta. In dobro je, kadar vlada noč. Lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prihaja dan iz noči. Kajti lipicanci so belo-črni burkeži,
dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine. Drugi so častili svete krave in zmaje, tisočletne želve in leve s perutmi, samoroge, dvoglave orle in fenikse. Mi pa smo si izbrali najlepšo žival. Izkazala se je na bojiščih in v cirkusih, prepeljevala je kraljične in zlato monštranco. Zato so dunajski cesarji govorili francosko s spretnimi diplomati, italijansko z alimi igralkami, špansko z neskončnim bogom in nemško z nešolanimi hlapci. S konji pa so se pogovarjali slovensko. Spomnil se otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji. Dobro veš, da smo zemlja tekem in dirk. Zato tudi razumeš, zakaj so se beli konji iz Noetove barke zatekli na naša čista tla, zakaj so postali naša sveta žival, zakaj so stopili v legendo zgodovine in zakaj razburjajo našo prihodnost, nenehoma nam iščejo obljubljeno deželo in postajajo zanosno sedlo našega duha. Kar naprej sem na belo-črnem konju, mili moj sinko. Kakor poglavar beduinov sem zrasel s svojo živaljo. Vse življenje potujem na njej. Bojujem se na konju in molim na njem, spim na konju in sanjam na konju in umrl bom na konju. Vse naše prerokbe sem spoznal na skrivnostni živali in tudi to pesem sem doživel na njenem drhtečem hrbtu. Nič temnejšega ni od jasne govorice in nič resničnejšega ni od pesmi, ki je razum ne more zapopasti. Junaki šepajo v svetlem soncu in modrijani jecljajo v temi. Burkeži pa se spreminjajo v pesnike. Krilati pegazi vedno hitreje dirjajo nad votlinami naše stare zemlje in poskakujejo in trkajo. Nestrpne slovenske živali še vedno budijo kralja Matjaža. Kdor še ne zna zajezditi konja, naj se čim prej nauči ukrotiti iskro žival, obdržati se svobodno v lahkem sedlu in uloviti ubrano mero drnca, predvsem pa ustrajati v slutnji, kajti naši konji so pridirjali oddaleč in so daleč namenjeni. Motorji radi odpovedo, sloni preveč pojedo, naša pot pa je dolga in peš je predaleč. Jaz spet ne vem, kako bi to pesem prevedel recimo enemu Avstrijcu, ali pa enemu Švicarju, ali pa Bog ne da enemu Angležu, nimam nič proti Angležem, sam govorim o zgodovinskem bistvu, iz katerega ti ljudje izhajajo. Jecljajte, otroci. Jecljajte, otroci, jecljajte, če že ne morete govoriti od strahu. Jecljajte s hibami jezika, srca in pameti. Laže boste premagovali težke slutnje, kajti nad vas bodo prišle hude stvari, hujše, kakor smo jih doživeli mi sami. Naj vas ne bo sram strahu, nevednosti in strašne domišljije. Tisti, ki vam to govorim, imam od nekdaj zvito oslabljene oči, sposobne videti stvari v spačenosti in v ljubeznivi učenosti, ki je slajša od sramu in varnejša od slepote. Ko sem nekoč pogledal z glavo nad ostale glave in na mah pregledal vso položno stran, sem kradoma zagledal, da ima vsakdo svoje strašilo
in da prikazni komaj čakajo na svojo uro. Zato jecljajte, otroci, da vam bo laže. Hvala, Pavle. Zdaj bi prosil pa še Matjaža. Jaz sem zbral 3 kratke odlomke iz Tovršije. Zbral sem jih, ki so na nek način tipično netipični ali pa netipično tipični za Kozbeka. 29. julij 1942. Prišel sem do važnega spoznanja. Ves predvojni čas sem bil kritično razpoložen do obstoječe družbe in njenih ustanov. Sleherni moj javni izraz, posebno tisti, ki je presegal literarne okvire, je vseboval moje vedno bolj oddaljeno razmerje do okolja in njegovih predstavnikov. Zdaj pa odkrivam, da oblike in argumenti moje kritike niso bili vedno najbolj posrečeni. Preveč sem se zadrževal pri simptomih. V najboljšem primeru so me zanimali družbeni pojavi in predvsem sem se ukvarjal z njihovimi ideološkimi posledicami. Grobo in neposredno življenje našega boja pa mi razgrinja spoznanje, da je bila moja predvojna kritičnost nekje še vedno formalna. Spoznavam torej, da moram ideološko kritiko do kraja povezati s kauzalno kritiko. Spoprijeti se moram s strukturo življenja, ne samo z njunima filozofskima istočnicama. To se pravi, da moram v svojem mišljenju zamenjati simptomatsko, ideološko in formalno kritiko s kauzalno, strukturno in družbeno. Kako je to spoznanje težaško? Na sončni jasi sem natipkal pismo. Nedaleč od mene je Jarc pisal svoj šolski zvezek. Pridružil se mu je Vidmar. Začela sta dolg razgovor. Čez nekaj časa sem slišal Jarca, kako se je čudil. A takle si ti. Razprl je oči in ga gledal. Zdelo se mi je, da ga prvič vidi. Nato je dodal, kakor da izraža globoko potrebo. Nekoč ti bom tudi jaz poskusil razložiti sam sebe. Ko smo zvečer legli, mi je Vidmar zašepetal na uho. Ali si ga videl? Si slišal, kako se je čudil? Nisem še srečal človeka, ki bi se znal tako plemenito čuditi. Odgovarjal sem šepetaje, še vedno je krčevito zaposlen s to nenadno spremembo v svojem življenju. Vidmar pa, rečem ti, ne bo ga izpustilo. Zdi se mi, da je zaznamovan od skrite sile. Tako še nisem slišal utripati usode, kakor v Miranu Jarcu. To je prvi odlomek. To sem prebral zaradi tega, ker pač so en del te tovarišije bili cela ta literarna druščina skupaj. Miran Jarc, Matej Bor, Edvard Kozbek, predvsem najbolj slavne so te diskusije med Vidmarjem in med Kozbekom, ki so se pač leta 1950 in 1951 zelo grdo potem ponesrečile med njima dvema z objavo Strahu in poguma. Potem 22. november 1942. Ves dan sem delal, ves dan me je uvijal ustvarjalni eros in mi dajal hrane. Oči so se mi svetile, kri mi je živahno plala. Ne vem, kdaj se je približal večer. Naslonil sem se na leseno steno našega bornega bunkerja, ki nam je postal domač kakor prostor intimnih doživetij in se predal voljnemu dihanju. Napolnil me je blažen občutek, obdalo me je mehko vedro zadovoljstvo, bil sem zadoščen. Ko sem se ozrl nase in na vzrok te plemenite radosti, sem videl, da prihaja od povezanosti mojega ustvarjanja z vsemi ustvarjalnimi stvarmi in od mojega zdravega razmerja do vrednosti. Nisem delal v materialnem smislu besede. Svojo pazljivost sem razširil na stvarnost, ki mi je mnogo stvari v njej neznanih. Spoštljivo sem odkrival pojave, ki so toliko časa skrivajo pred človekom. Najlepše je bilo neznaten človek, zaupljivo in ponižno bitje. Nekoč sem mu mahoma razodel vse, kar mu je potrebno in kar mora prenesti. Oko bi mogel pozabiti na vso logiko in na vso lažnivo jasnost priučenih pojmov, ki nas zavajajo na stranska pota. Nekaj magičnega sem začutil v sebi, v meni so se srečali življenjski pojavi, ki jih pamet oholo razlikuje in drži vsak sebi. Občutil sem nenavaden čar, ko sem se znova potopil v prasnov življenja in se gibal v njej brez determiniranih idej. Nič me ni mikalo, da bi delal zaključke iz dogodkov ali pa iz idej prerokoval dogodke. Začutil sem orjaški duh ila okrog sebe. Njegov suvereni čar me je prevzel in mi izbrisal meje. Zdaj sem duh brez analize, zdaj sem bitje, ki se hoče le udeleževati.
Podzemlje je sreča, dogodivščina predplatonske dobe, svet brez abstrakcij. Otipal sem korenino življenja in se je oprijel kakor dojenček dojke. Telo, meso in kri, rodovitno spanje, sanje, ki otipavajo identiteto predmetov, zmedeno jutranjo prebujanje, igra sonca in meseca. Okušam stanje čistosti. Čistost okusi človek, kadar se umakne na prapozicije, ker čuti nagnjenje do skrivnosti. Biti sam svojim in poslušati svetega duha, kajti vse bo odpuščeno, le grehi zoper svetega duha ne bodo nikoli odpuščeni. To je to? Redki ljudje znajo v razgovoru poslušati sočloveka. Nekateri izrabijo čas, ki ga porabi njihov nasprotnik za svojo tezo, zato, da v sebi zbero gradivo za nov odgovor, namesto da bi ga našli v pozornem poslušanju sočloveka. Taka je večina današnjih ljudi. Današnji človek je po veliki večini a priorističen. Zato nastaja v vseh razgovorih le formalen dialog, v resnici pa le paralelno odvijanje dveh gluhih tez, ki drugo noče razumeti. Vsaka diskusija bi morala biti z mnogo večjim smislu dvoboj med samoljubjem in resnicoljubjem. O nobeni resnici ni mogoče reči, da je absolutna. Prav tako tudi o nobeni zmoti ni mogoče reči, da je absolutna. To spoznanje o relativnosti resnice in zmote pa je važno in nevarno hkrati. Kdor to spoznanje sprejme za resnično, se postavi na stališče, da ga ni mogoče ovreči, obenem pa se začuti prisiljenega, da dopusti možnost različnih koncepcij, ki jih prav tako ni mogoče ovreči. Hvala Matjažu in Pavletu. In vam za obisk. Ja, hvala tudi vam. Dovolite mi samo nekaj sklepnih misli. Jaz se zahvaljujem še enkrat vsem, da ste prišli. Mi smo uživali z vami, upam, da ste tudi vi. Čeprav smo prekoračili čas, ki smo se ga zastavili, sploh nismo bili predolgi, a ne da ne? Tako da hvala vsem. Sedaj ste vsi vabljeni, v sosednjem prostoru nas čaka čisto taka manjša pogostitev nasproti vhoda. Tako da tisti, ki ste nas pa spremljali preko spletne strani, pa samo še manjša promocija v prihodnjem mesecu smo v Kranju, tako da vabljeni tudi v Kranj. Hvala vsem, tudi vam, ki ste prišli, tako da srečno, nasvidenje.